Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci, ki smo jo poimenovali predstavitev startup projektov socialnega podjetništva v Dravinjski dolini. V bistvu gostitelj je Mladinski center Dravinjske doline, ki je od januarja 2016 tudi partner v projektu regionalnega stičišča Novus in ravno ena izmed temeljnih področij stičišča Novus je tudi, da krepi organizacijsko, strokovno, zagovorniško usposobljenost nevladnih organizacij, med katere pa sodijo tudi socialna podjetja in zadruge, tako da smo zdaj v bistvu tudi na ta način naredili neko promocijo stičišča, da se v regiji začne čim več govoriti tudi o tem delu. Za začetek bi prosila Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu vlade, predsednika vlade, za par uvodnih besed. Hvala, Neža. Jaz v teh uvodnih besedah bi zagotovo najprej pozdravil vsa socialna podjetja tu na Konjiškem, ki ste v teh letih, odkar je zakon tudi sprejet, se kot taka ali ustanovila posebno novo ali tudi registrirala kot socialna podjetja in da ste bili tudi toliko pripravljeni, da ste šli in uspešno prijavili se na razpis, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj objavilo lansko leto. V tem ukrepu skupaj slaba 2 milijona evrov sredstev je Ministrstvo za gospodarski razvoj v sklopu tudi vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva usmerilo ukrep v zagonske faze socialnih podjetij. Po 20 tisoč evrov vsako od uspešno prijavljenih socialnih podjetij pridobi sredstev, bo dobilo sredstev za ta zagonsko fazo samega, bom rekel, pričetka delovanja socialnega podjetja. Naj dam še tudi to informacijo, da je skupaj bilo na slovenski ravni podprtih 95 socialnih podjetij, od teh, ker je bil razpis ločen, je šel v klasična socialna podjetja in v mladinske kooperative. Mladinske kooperative za statusom socialnega podjetja, tudi v Konjicah je ena od teh prijav z tem statusom, se je pa ciljalo prav za spodbujanje mladih, inovativnih podjetnih posameznikov, da se povežejo v mladinsko kooperativo in skupaj tudi zagonsko fazo zagona samega podjetja izpeljajo. Ta že sam podatek, da je od skupaj 95 uspešnih projektov, preko 150 je bilo prijav, 95 podprtih, da jih je kar 5 v Slovenskih Konjicah, se kaže tudi v tem, da je socialno podjetništvo na Konjiškem, v Dravinjski dolini prisotno praktično od samega začetka po vzpostavitvi zakona o socialnem podjetništvu. Naj spomnim, da je takrat gospa Marinka Vovk registrirala prvo sploh socialno podjetje v Sloveniji, no potem so sledile iniciative Mladinskega centra z prvimi pilotnimi projekti, ki jih je tudi izvajal na področju socialnega podjetništva in sedaj že kar 5 registriranih socialnih podjetij. Skratka, v enem delu zagotovo pohvala, pa v enem delu tudi pričakovanje, da bodo vaši projekti tudi uspešno zaživeli, da boste cilje, ki ste si jih nastavili, tudi uresničili. Bi pa za naprej pa napovedal, in to je tudi verjetno ena izmed priložnosti, da bo v letošnjem letu pa še za namene vzpostavitve podpornega okolja za razvoj socialnih podjetij Ministrstvo za gospodarski razvoj razpisalo sredstva za regionalne mreže podpornega okolja, ker pa bo zagotovo tu priložnost za tako Mladinski center kot tudi nekatere ostale inštitucije, pa tudi predstavnike gospodarstva v Dravinjski dolini, da se povežejo v to mrežo, katere osnovni namen pa bo kontinuirano zagotavljati v vseh fazah razvoja socialnim podjetjem podporo na eni strani in na drugi strani tudi dostop do povratnih virov financiranj. Ta razpis bo objavljen predvidoma še pred letošnjim poletjem in v celotni Savinjski regiji, kamor Konjiško tudi spada, bo podprta ena mreža za sredstvi za zagotavljanje aktivnosti in v drugem koraku še za mentorske programe, v sklopu katerega bo ta mreža lahko pridobila od 2 do 4 mentorje, ki bodo prav tako z državnimi sredstvi plačani za upravljanje njihovega dela, aktivnosti spodbujanja razvoja socialnega podjetništva na ravni regije. Na tej točki bi se jaz ustavil, pa tako kot smo tudi planirali, predlagam, da se nadaljuje z predstavitvijo posameznih projektov, kar je tudi bolj zanimiv del današnje novinarske konference.
Najlepša hvala, Tadej. Tudi finance so vedno zanimive, tako da hvala za kratek uvod v tudi razpisno leto 2017-2018. Bi pa torej kar začeli s kratkimi predstavitvami in kot prvega bi prosila Stanko Kolarja, da predstavi projekt Spletni prenosi v živo Media Kup zadruge. Ja, hvala Nežo za besedo. Jaz predstavljam tukaj kot vodja projekta medijske zadruge, ki smo jo ustanovili pred 2 letoma, ravno za namene združevanja ponudnikov audio, video produkcije, fotoprodukcije na Konjiškem oziroma širše, z združevanjem znanja, združevanjem virov, združevanjem sredstev, stopiti mogoče na en višji nivo in pridobiti tudi vire financiranja, kot je recimo tale, ki smo ga zdaj predstavljamo, se pravi financiranje posamičnih projektov skozi razpise ministrstva. Tudi mi smo pridobili sredstva v višini 20.000 evrov za projekt, ki se bo financiral v letu 2017 in 2018. In sicer želja je, da medijska kooperativa vzpostavi na lokalnem, na Konjiškem in pa tudi širše možnost spletnega prenašanja dogodkov v živo. Naša lokalna scena pač ponuja trenutno videoprodukcijo na nivoju postprodukcije, kjer se lahko dogodki spremljajo pač z nekoliko zamika. Izvajamo pač aktivnosti, ki so pač tradicionalne že v preteklosti, iz vidika športa, politike, zabave, kulture. Dejstvo pa je, da današnji čas terja od nas hitrejše odzivanje in to bi nam naj s tem projektom tudi uspelo. Predvidevamo nakup opreme v prvi polovici letošnjega leta in pa vzpostavitev delovanja sistema nekje v jesenskem delu, ko se tudi formalno končuje poročanje in o financiranju v letošnjem letu za ta projekt. Tako da k sodelovanju bomo povabili pač še vse tiste, ki morebiti še niso člani naše medijske kooperative, da pristopijo, da ponudijo svoje znanje, da pomagajo in da tudi sami sebi zagotovijo mogoče en košček dodatne perspektive za prihodnje. Izkušnje bomo pridobivali iz že znanih projektov, ki že v Sloveniji tečejo, imamo nastavljene neke sodelovanja. Računamo tudi, da bi se projekt medijske kooperative kot takšne razširil tudi mogoče širše izven koncev naših lokalne skupnosti. V Sloveniji zaenkrat kooperativ zadrug kot socialnih podjetij na tem področju ravno ni dosti. Se pravi, mi smo vzpostavili okolje, imamo orodje in vabimo k sodelovanju vse zainteresirane, da pristopijo in dodajo svoj plus. Osnovo bomo pač speljali iz tega vira financiranja, ki smo ga pač pridobili skozi ta razpis. Vse ostale dodatne stvari pa seveda z komercialno dejavnostjo in pa seveda z ostalimi mrežami in novinarskimi organizacijami, ki jih poznamo. Tako da to bi bilo na kratko vse, detajli so pa sicer malo širši, o njih pa lahko tudi kdaj posebej posamično in ob samem zagonu in pa izvajanju projekta. Najlepša hvala, Stanko. Drugi projekt bi prosila Antona Nonerja za predstavitev Gaševe akademije zdravega življenja, Konjiška atletska šola, socialno podjetje. Izvolite. Hvala, Neža. Ja, Konjiška atletska šola sicer obstaja že 15 let in v lanskem letu smo tudi društvo, bomo rekel, preimenovali oziroma spremenili tudi socialno podjetje, ravno na osnovi določenih finančnih spodbud, ki jih dejansko država nudi za zagon določenih dejavnosti. Sicer že samo društvo kot društvo deluje v kontekstu socialnega podjetja že vsa svoja leta, namreč tudi društvo dejansko vsa sredstva, ki jih pridobiva, bomo rekel, za svoje dejavnosti na osnovi pokroviteljstev in tudi na osnovi pokroviteljstev in tudi na osnovi določenih razpisov je že zdaj v 100% namenjala nazaj v dejavnosti, ki smo jih uspešno izvajali. Kot sem rekel, približno pred 15 leti smo pričeli z dejavnostjo atletike oziroma vodene organizirane vadbe atletike na Konjiškem. Predtem atletika tukaj ni bila organizirana, danes po teh letih z veseljem ugotavljam, da je
atletika prepoznaven šport, da za atletiko vsi vejo, da je rast udeležencev na samih treningih oziroma pri organiziranih vadbah vsako leto večje. Tukaj prihaja sicer do določenih drugih problemov, to, da smo v Konjicah enostavno glede športa in tudi ostalih aktivnosti tako, bom rekel, aktivni, da je enostavno že problem postal po pridobivanju prostorov. Najprej smo začeli z eno lokacijo, danes smo že poleg Slovenskih Konjicah, ker imamo 3 skupine, tudi prisotni že v Zrečah, prisotni v Ločah, prisotni v Vitanju od letošnjega leta in v Oplotnici. Namen v prihodnje imamo tudi širitev, to pomeni še na ostale kraje v bližnji okolici in tudi malo dlje. Glede na to pa, da je trend rasti zavedanja pomembnosti zdravega načina življenja in želja po gibanju odlična osnova, pa mislimo glede nadaljevanja oziroma nadaljnega dela razširiti tudi aktivnosti, to pomeni naše ponudbo razširiti na mlajše, to pomeni Cicibanov kotiček oziroma gibalnica, kjer hočemo vključiti že tudi predšolske otroke. Že sedaj delamo tudi s tekaškimi skupinami na osnovi rekreacije, to pomeni srednjo obdobje življenjsko. V bodoče pa mislimo potem to stvar tudi razširiti tudi na najstarejše, na seniorje, dejansko zapreti kompletno populacijo v kontekst športa, gibanja, s poudarkom seveda na teku, atletiki, ne samo organizirane vadbe, ampak tudi spadajo tukaj zraven ostale ponudbe, ki temu grejo, to pomeni izobraževanja glede prehrane, glede načina življenja, zdravega načina življenja. Tukaj mislimo ponujati zraven organizirane, bom rekel, vodenja na tekmovanja, na priprave in podobne stvari. Skratka, vidimo, da ta možnost je, ta spodbuda z finančnimi sredstvi nas je pritegnila k temu in verjamem, da bo ta cilj tudi na osnovi tega bistveno lažje doseči. Imamo pa še en problem, ki ga tukaj izpostavljam in pozivam vse tiste, ki bi radi sodelovali tukaj zraven, maksimalno iščemo nove kadre po sodelovanju, imamo pomanjkanje kadrov, tako da delamo tudi na tem, da iščemo kadre, jih poskusimo izobraževati, pridobiti z njimi, jih dati v sistem izobraževanja, pridobivati licence, tako da tudi na osnovi tega z vsemi kadri, ki so preko nas že šli preko Konjiške atletske šole, so danes, to dejansko bili včasih otroci, danes so to oziroma osebe, ki obiskujejo že fakultete, nekateri z področja športa in jih že vključujemo zraven, nekateri z področja kineziologije ali zdravstva ali fizioterapije ali prehrane, tako da tudi te naše bivše atlete, ki so bili v naših vrstah v Kašu, danes že s pridom oziroma vključujemo polno v delo, na ta način pa pridobivamo tudi oziroma ponujemo večjo ponudbo s samem Kašo, na ta način pa tudi tem osebam, ki pridajo na trg dela in lažje omogočimo že aktivacijo in dejansko jih spoznavamo z potrošniki teh storitev. Tako. Najlepša hvala, Toni. Tretji projekt se imenuje Zagon turistične kooperative in razpršenega hotela, prijavitelj kooperativa Konjice. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Ja, sem Jolanda Ivanuša in v sklopu kooperative Konjice smo, tako kot vsi kolegi danes tukaj, zelo veseli, da smo prestali prvo fazo in sicer potrdištvo našega projekta, da je naša zamisel bila prava in da je tudi pridobila finančna sredstva, da lahko pričnemo z našim pilotnim projektom in sicer Zagon turistične kooperative in razpršenega hotela. Zakaj? Zamisel je pravzaprav za naše kraje nastala iz same potrebe in sicer po pomanjkanju nastanitvenih kapacitet. In kot so se določeni, se pravi občine, že povezovale, dokazale sodelovanje, si želimo tega tudi mi in sicer v sklopu občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Da projekt ima širše razsežnosti, kaže namreč, da na področju tega spodbuda, se pravi tudi finančna in pilotske zasnove, že nastajajo. In sicer prva, ki se je pričela, je že v majhni vasici Padna na Primorskem leta 2016 od julija. Želimo pa si, da bi z našim pilotnim projektom lahko bili krasen doprinos, se pravi turističnemu nadaljnjemu zagonu in pa trajnostnemu turizmu Dravinjske doline.
Model organiziranosti samega razpršenega hotela je uporaben, kot sem rekla, za celotno Slovenijo in želimo si, da bi naš primer res uspešno zaživel, da ne bi bil samo zapisan in da bi doživel tudi pozitivno voljo vseh deležnikov, ki bi se v to vključevali. In sicer na podlagi tega si želimo najprej v Kooperativi Konjice vstopiti v stik z vsemi lastniki, ki imajo možne nastanitvene kapacitete in sicer z startom v samem ožjem centru jedra ga oživiti in nadaljevati z tudi dvorcem Trebnik in širše in ostalimi 3 občinami, kot že rečeno. Tako da vsi lepo povabljeni na prvo uradno delavnico in predstavitev celotnega projekta in sicer 24. marca 2017 ob 17. uri v Vitanju in sicer v Ksevtu. Nadaljevanje bodo pa 3 prihodnji petki in sicer v Slovenskih Konjicah, Zrečah in v Plotnici. Zakaj pravzaprav tudi celoten koncept razpršenega hotela in se pravi doprinesel bo vsekakor se pravi možnosti hitrejšega razvoja, tako socialnega, okoljskega in ekonomski pomen. Se pravi, za kraje, ki nimajo nastanitvenih možnosti, pa vendarle na nek način omogočiti gostu celovito doživetje. Se pravi, na eni strani nastanitev, na drugi strani vključevanje tudi vseh ostalih lokalnih ponudnikov, tako iz gastronomskega vidika, z kulturnih, dogodkovnih, se pravi, in pa tudi športnih aktivnosti. Tako da na tem močju bi rekla, si želimo zelo sodelovanje, se pravi, s temi občinami, TICI, LTO, Športno atletsko zvezo, tudi kolegom, ki je danes tu prisoten, turističnimi, kulturnimi društvi in pa predvsem bo veliko napora najverjetneje tudi z strani vseh prostovoljcev. V nadaljevanju se pravi, se tudi Kooperativa Konjice zaveže, da bo vse namestitve, ki jih bomo uspeli pridobiti, pomagala tudi opremiti, skrbela za vzdrževanje, koordiniranje tržnih aktivnosti in potem tudi z lokalnim prebivalstvom, se pravi, sodelovala v konceptu trendovskih, lokalnih in pa trajnostno naravnanih ponudb in pa samih paketov. Možnost bo vsekakor tudi na področju, se pravi, kot smo rekli, športnih, kulturnih, tudi možnih verificiranih. Želimo si vzpostaviti verificirane dogodke, ki bi privabili še več potencialnih gostov v naše kraje. In pa, kot smo že rekli, glavni cilj, se pravi, res pripraviti to celovito doživetje za gosta, ki ga v tem trenutku Slovenske Konjice in pa okoliške občine morebiti še nimajo in bi vsekakor na področju nastanitve, gastronomskega doživetja in čutenja s samim okoljem in prebivalci v njem lahko na ta način gostu omogočili. Vsekakor, ker je to socialno podjetje, z tega vidika vidimo veliko možnost, tudi možnosti zaposlitev nadalje in pa, se pravi, zagon, ki ga sicer ne bi bilo. Ja, ker kooperativa se že del časa zdaj pripravljala na ta projekt, zaradi tega, ker tudi sami mislimo, da enkrat zadnji čas je, da se združijo te občine in to okolje, da se enkrat poveže, da ne delujejo posamezno, en brez drugega ne more, ali so pa skregani. Tako da jaz upam, da bo končno zaživelo nekaj tako pozitivno vzdušje v samem okolju, ker ponuditi imamo ogromno in tudi druge. Imamo svoje zgodbe, še zraven jih bomo dodali, tako da jaz upam, da bo šlo. In tudi tisti, ki imajo možnosti za oddajanje, naj se javijo. No. S tem bojo pridobili eno pozitivno izkušnjo. Super, najlepša hvala. Četrti projekt bo predstavila Karmen Kukovič in sicer imenuje se Izobraževalno-tržni model mladinske vibracije, prijavitelj Mladinski center Mladinske doline SOP. Izvoli, Karmen. Hvala lepa za besedo, Neža. Torej, v Mladinskem centru izvajamo zelo raznolike aktivnosti za mlade in med drugim tudi izvajamo preventivne programe proti prekomernemu uživanju in zlorabi alkohola. V preteklih letih smo razvili aktivnost vinske vibracije, v sklopu katerih se predstavljajo mladi vinarji in vinarke iz lokalnega okolja in tudi iz drugih vinorodnih območij.
Na teh degustacijah so na voljo pokušine njihovih vin, poleg tega pa smo ponujali tudi lokalne izdelke, se pravi druge prehranske izdelke, in s tem namenom spodbujali pri mladih drugačen način razmišljanja pri konzumiranju alkohola. To se pravi, govorim seveda o polnoletnih mladih. Ta ideja oziroma aktivnost se je pri mladih zelo prijela. Zaznavamo drugačno obnašanje oziroma ravnanje z alkoholnimi izdelki in zato smo se odločili, da ta program nadgradimo v sklopu projektne ideje izobraževalno-tržni model vinske vibracije. Gre za to, da bomo poleg večernih degustacij, periodičnih, vzpostavili tudi vinski butik, v sklopu katerega bo v manjših količinah na voljo, se pravi lokalna vina in tudi vina iz drugih vinorodnih območij, hkrati pa bodo na voljo tudi lokalni prehranski izdelki, zato da se spodbuja lokalna samooskrba. Za to, da prispevamo svoj košček k storitvam turistične destinacije Rogla-Pohorje oziroma vsemu, kar lahko ta ponudi, bomo razvili tudi degustacijsko storitev za največ 4 osebe, v sklopu katere se bodo lahko izobraževali tudi mladi iz gastronomskih izobraževalnih smeri. In pa, seveda, ker vedno težimo še k nečemu dodatnemu, želimo mlade v sklopu tega projekta senzibilizirati tudi za zeleno gospodarstvo oziroma konkretno za krožno gospodarstvo, kar pomeni, da bomo pač tale prostor obnovili v smislu uporabe oziroma nakupa opreme z izdelki z nizkim ekološkim odtisom. To pomeni, da bodo v tem gostinskem delu na voljo reuse izdelki oziroma pohištvo, se pravi ponovna uporaba izdelkov, kar pomeni, da bo na nek način postal to razstaviščno prodajni prostor. Torej, če bo meni kakšen kos všeč kot mlademu oziroma mladi osebi, ga bom lahko tudi kupila. In si s tem recimo opremila svoje študentsko stanovanje ali osvežila svojo sobo in hkrati prispevala k ohranjanju zelenega. V sklopu tega projekta želimo tudi z razvojem vseh dodatnih storitev ohraniti tudi zaposlitve v mladinskem centru in hkrati ponuditi priložnost mladim, da si ustvarjajo nove priložnosti za zaposlitve. Najlepša hvala, Karmen. Jaz se bom predstavila sama. In kot zadnji projekt, ki se danes predstavlja, je projekt poimenovan Patriot 3D Workshop, prijavitelj Mladinska zadruga Kreator. Mladinska zadruga Kreator je bila ustanovljena znotraj pilotnega projekta Kreator ravno s tem namenom, da služi mladim kot neka odskočna deska v svet resničnega dela in podjetništva. Veliko mladih ima določene ideje, žal premalo poguma in določenih usmeritev, da bi recimo odprli svoje podjetje, d.o.o., ni denarnih sredstev, SP je osebna odgovornost, tako da zadruga je tisti člen, ki mladim omogoča, da svojo storitev tržijo tudi preko nje. Toliko morda na kratko o zadrugi. O projektu pa bi rekla to, da nekako zaznavamo, da mlajši od mene, to pomeni tam, jaz sem še vedno v spektru mladih, tu nekje od 16 do 20-23 let, uporabljajo že čisto neke druge tehnologije, ki so nam nekako ne tako dobro poznane in ne znamo z njimi uporabljati. Sami pa potem iščemo načine in neke storitve, ki pa bi jim ponujali, pa nekako ne pridemo z njimi v stik, ker tega ne ponujamo. Zato smo v sklopu Patriot 3D Work and Shop zamislili, da je naš produkt v bistvu prvi 3D Work and Shop prostor v Sloveniji. Gre za tale prostor, v katerem smo tudi trenutno, in sicer je med tednom ta prostor prazen, neuporaben, nikomur ne koristi. Prav tako nam manjka nek prostor za coworking skupnost, zato bomo znotraj tega projekta najprej renovirali ta prostor, da bo bolj prijazen uporabniku, da se bo tukaj lahko začela snovati
coworking skupnost in ga tudi opremili z najnovejšimi tehnologijami, ki pa v bistvu zajemajo 3D printerje, 3D skenerje, 3D modeliranje, aktivnosti, usposabljanja za mlade, da jim v bistvu ta znanje, da jim to tehnologijo predstavimo na njim prijazen način in seveda, da še ostale, ki pa jim to ni tako blizu, z njo navdušimo. V bistvu glavni produkti našega startupa so, da bo to prostor, kjer bodo prišle ideje v realnost, da se bo dalo tiskati tudi po naročilu, da bomo lahko tako malo za šalo, malo zares tiskali tudi hrano, kakšne palačinke in s tem naredili take inovativne pristope k spoznavanju tehnologije, da bomo nudili storitve modeliranja in prototipiranja in seveda, da bomo izvajali delavnice in usposabljanja v teh prostorih, kot tudi potem se lahko v prihajajočih letih razširijo drugam. V bistvu cilj je, da v 2 letih omogočimo vsaj polovično zaposlitev preko tržnih storitev, tako da bi v bistvu sedaj apelirali na vse mlade, ki znajo rokovati s to tehnologijo, da se obrnejo na nas, lahko tudi direktno na Mladinski center ali na Mladinsko zadrugo Kreator, da jih bomo lahko upeljali v to skupnost, to mrežo, ki se bo začela snovati. Predvidevamo, da se bo prenova teh v bistvu obeh prostorov tudi za vinske vibracije začela izvajati nekje konec pomladi, čez poletje, tako da bi nekje septembra imeli otvoritev obeh prostorov in potem tudi začeli s prvimi usposabljanji in izvedbo vsebin. Tako da vabljeni, da se udeležite že tekom prenove, seveda še bolj pa vabljeni potem na sama izobraževalne vsebine. Toliko na kratko. Najlepša hvala. Če smem, Neža, bi jaz na kratko predvsem kakšno vprašanje malo komentiral iz vidika tudi primerjave teh projektov z ostalimi na nacionalni ravni. Mislim, da so vsebine, ki smo jih zdaj slišali, že same po sebi kažejo ena področja, v katerih tako na nacionalni ravni kot na lokalni ravni se večkrat kaže kot potencialna, ampak se redko kdo na podjetniški način jih tudi loti razreševati. Sama medijska ali pa novinarska zadruga, vemo, da je en poskus, ki smo jih poznali v preteklosti, tudi z poskusi, naprimer takrat medijskega prevzema časopisne hiše Večer z takrat novinarji. Če si spomnite, ko se je to podjetje prodajalo, so razmišljali, da bi z zadrugo, delavsko zadrugo, novinarsko odkupili in si zagotovili trajna delovna mesta in tudi zelo pomembno preko tega modela solastništva novinarjev si zagotovili tudi neodvisnost novinarsko kot tako. Dosti je na nacionalni ravni tudi razmišljam, pa tudi na mednarodni ravni imamo na evropski, pa tudi svetovni ravni izjemno veliko primerov uspešnih medijskih zadrug, ki odgovarjajo tako na sodobne izzive ali pa izzive sodobnega časa, tudi zagotavljanja primernih tehnologij pri podajanju informacij skozi novinarsko delo in na drugi strani, da resno odgovarjajo tudi na te vedno močnejše vplive kapitala, ki potem preko lastništva vpliva tudi na odvisnost ali pa neodvisnost novinarskih vsebin, tako da bo ta medijska zadruga zagotovo tudi na nacionalni ravni lahko, kolikor bo uspešna, eno pomembno pot upravlja in nastavlja ene izkušnje tudi za prenos tega primera tudi drugam v lokalna okolja po Sloveniji. Pri Kašu, kolikor poznam, je edino socialno podjetje v Sloveniji, ki deluje na področju športa, da so to aktivnost kot društvena aktivnost, zagotavljanje dostopa do teh bazičnih atletskih znanj za otroke, za mladino, pripeljali, po eni strani poznamo se organizatorji tudi maratona in ostalih aktivnosti, ampak da so to domislili do te ravni, da bodo ta znanja, te storitve, ki jih sicer v enem delu že tržno ponujajo, nadgradili, da bo to resna tržna dejavnost in tako, kar sem tudi zato o njem govoril, se tu kaže v neki srednjeročni perspektivi kar določeno število delovnih mest, ki jih sicer, kolikor ne bi na tem področju se tako društvo usmerilo tudi v podjetniško smer, ne pričakovali. Razpršeni hotel kot projekt je eden izmed, mislim, da 3 ali 4 v Sloveniji najdlje do sedaj domišljen.
omenjena je bila Padna, kjer se je lansko leto tudi prvič na nacionalni ravni, takrat je tudi vlada sodelovala, tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj, ta model razpršenih hotelov predstavil, ampak kolikor kaže po teh projektnih aktivnostih se bo dejansko verjetno zgodilo, da bo prvi vzpostavljen razpršeni hotel sploh v Sloveniji, po vsej verjetnosti prav ta v Konicah. Je pa res, da bo to zelo odvisno tudi od tega, ali bodo lastniki nepremičnin v starem mestnem jedru, pa potem tudi širše zainteresirani za vključitev, tako da zagotovo model kot tak lahko zelo na vzdržen način, zelo na tudi sodoben način odgovori na zagotavljanje nastanitev in ostale turistične ponudbe, ampak je tudi zaradi tega, ker je toliko nov, sam izziv, kako ga uspešno izpeljati, toliko večji. Tu bi sam vas spomnil na te modele Airbnb, bom rekel, sodobnih načinov dostopa do nastanitev kot takšnih, ki jih poznamo na globalni ravni. To vrstni model je veliko bolj trajnostno usmerjen, zaradi tega, ker same lastnike neposredno vključi v razpršen hotel in jim z bistveno manjšimi temi provizijami zagotavlja kvalitetno trženje in povezano aktivnost na trgu. Za aktivnosti mladinskega centra pa v enem delu tudi, mislim, da sta samo 2 mladinska centra v Sloveniji, ki imata status socialnega podjetja, Mladinski center Dravinjske doline kot tak z izkušnjami tudi večjih projektov že v preteklosti na področju socialnega podjetništva. Za temi 2 projektnimi idejami pa mislim, da vsebinsko odgovarjajo tako na po eni strani to turistično ponudbo v mestu cvetja in vina, Slovenskih Konicah, zagotoviti nek sodoben tudi turistični produkt, ob tem, da na edukativni ravni lahko veliko naredijo pri mladih pri vzdržnem pitju alkohola. Ta drugi projekt, workshop bara, je pa zopet prvi tovrstni v Sloveniji, da bo v nekem okolju, ki je sicer kot kavarna ali pa kot, bom rekel, ni toliko običajno mesto, da tam srečaš ene take sodobne tehnologije, tudi zbirališče mladih, da je tudi zaradi tega toliko bolj odprt in da lahko preko takega prostora veliko bolj komuniciraš z ciljnimi skupinami, kot pa sicer, ko se ti prostori bolj specializirani vzpostavijo, takrat ponavadi do njih dostopajo tisti, ki imajo že veliko sami znanja kot take, tako da za to vrstno opremo, tudi za vzpostavitvijo coworking prostora, mislim, da tudi ena velika dodana vrednost. Je pa res, da, in to so tudi v sodelovanju z srednješolskim centrom, se pa ta dejavnost močno bo navezovala na projekt srednješolskega centra, ki so ga prav tako uspešno pridobili v sklopu enega drugega razpisa, Ministrstva za gospodarski razvoj učnih izdelovalnih laboratorijev, piloten projekt na nacionalni ravni, veliko večje tudi finančne vrednosti, ki ga bodo predstavili oziroma ki ga bomo skupaj predstavili v mesecu maju, takrat bo tudi otvoritev tega učnega laboratorija v Konicah in v Zrečah, ampak aktivnost zajemanja širše populacije mladih v enem delu preko tega projekta, bolj specializirano usmerjene tudi tam bodo vzpostavljene 3 zelo profesionalne tudi izdelovalnice za sodobno opremo, pa se bo potem navezovala na tisti projekt, ki tudi kot tak zelo trajnostno usmerjeno naravnan in predvsem usmerjen tudi v zagotavljanje bodočih potrebnih kadrov lokalnega, regijskega gospodarstva, predvsem iz področja teh sodobnih tehnologij, digitalizirane proizvodnje in vseh novosti, ki jih ta prinaša. Tako da z res enim velikim, bom rekel, pričakovanjem, tudi osebno ocenjujem in tudi z enimi velikimi priložnostmi za nek sodoben razvoj, pa na drugi strani, kar je tudi zelo pomembno, prav vsi projekti načrtujejo vsaj eno zaposlitev. Vemo pa, da če se katerikoli od njih razširi, se pravi, po angleško je tisti izraz scale upa, se pravi, da zraste, so pa tu potenciali dodatnega zaposlovanja pa širitve lahko tudi izjemni. Toliko z naše strani. Bi dala besedo vam, predstavnikom medijev, za kakšno vprašanje. Torej, 5 krat po 20 000 evrov. Tako.
Kaj to pomeni? 100 000 je dobil, ne vem, Novost ali kaj? Ne. Ali vsak projekt posebej? Regionalno stičišče Novost je sofinanciran preko Ministrstva za javno upravo, čisto druga zadeva je pa naloga stičišča v regiji, torej recimo mi smo v Savinjski regiji, da znamo se odzvati na takšne in drugačne potrebe, da informiramo nevladne organizacije, da smo njihovi zagovorniki, zato smo v tem segmentu tudi organizator tega srečanja. Ne se to smisel, kaj vsak projekt posebej ste kandidiral za, ali je to 100 000 pa ste se... Ne, tu je vsak projekt posebej kandidiral in vsak pridobi 20 000 evrov. Ne pa vred. 5 socialnih. Ja. No dobro, nisem vedel, da je Kaš tudi, to je tudi socialno podjetje. Zdaj vsi drugi so nekako neke projekte, zdaj, kaj bo Kaš, recimo, do teh 20 000 evrov, konkretno na moment? Ja, konkretno Kaš bo to naredil z temi sredstvi, oziroma lažje, bom rekel, bomo premestili oziroma predstavili 6. brzino. Namreč, priti v nek prostor na začetku je dejansko pomeniti vedno izgubo. Ko priješ v nov prostor, je prijavljenih manj udeležencev, ti moraš dejansko zagotoviti prostore, trenerje, oglaševanje in te stvari. In vkolikor preko društva, ki se že prej rekel, ki funkcionira, ki dejansko je samo vzdržen neko z minimalnim zaslužkom oziroma konc leta, če kaj ostane, potem si težko privoščimo, da gremo riskirati pa na nek nov prostor, na neko novo področje, z neko novo dejavnostjo, ker enostavno teh sredstev ni. Na ta način so nam odprta vrata, da tudi s temi sredstvi z manj rizika za konjiško atletsko šolo in za osnovno dejavnost kot sicer si lahko privoščimo in zaženemo te projekte bistveno prej kot pa sicer, da bi čakali na ta sredstva, da se nam naberejo in rečemo pa probajmo nekje druge. To je prva stvar, druga stvar, da tudi vse določene aktivnosti danes v gibanju pomenijo ne samo teniske oziroma copate in športno osnovno opremo, ampak tudi kakšne drugačne pristope za pritegniti mlajše in tudi starejše. To pomeni tudi lažje posodobitev metodike, samega procesa treninga, tudi nekih določenih lažjih pristopov, medijskih pristopov do okolice, tako da na ta način potem smo se lažje odločili, da gremo v neke projekte, ki smo jih imeli nekje sicer skozi v glavi kot neke dolgoletne odmaknjene cilje in so se zelo blizu približevali na osnovi omenjenega. Je malo mislim, da neka sponzorska sredstva, to druga društva, recimo športna. Ja, sponzorska sredstva pa vemo, kakšna so danes in da je do njih zelo težko priti. Že prej smo omenili, da že pri osnovnem delovanju in poslovanju konjiške atletske šole smo delali, to pomeni z lastnimi sredstvi, z pridobivanjem lastnih sredstev na področju oglaševanja na dogodkih, ki smo jih organizirali, z področja, to pomeni članarin, ki smo jih redno pridobivali in pa z področja določenih razpisov. Ta sredstva so nam omogočila za nemoteno neko lastno produkcijo oziroma delovanje, v tem, ko se pogovarjamo pa neki nadstandard, tudi pridobiti določene ljudi in jih financirati, ne glede na to, ali bo to uspelo prvo ali drugo leto, glede na to, da vemo, da vsaka stvar potrebuje nekaj časa, da se zagrabi, s tem ne ogrožamo osnovne dejavnosti poslovanja samega Kaša in verjamem, da ta način bo določeni cilji, želje in pa dejansko tudi potrebe, kar kaže, namreč Kaš je enostavno že prezaseden in veliko ljudi moramo reči ne hvala, tudi na ta način lažje omogočili vsem tisti, ki se hočejo na kvaliteten način, organiziran način, voden način tudi vključevati v gibalne dejavnosti. Glede na vse to, kar smo slišali, predvsem tudi to društvo mogoče, ampak vendarle, potem je neka bojazen v narekovajih, da bo pa zdaj tako ali tako vsako drugo društvo, vsako drugo podjetje želelo biti socialno podjetje. Tudi Večer bi bil dober primer, kot ste sami omenili. Jaz bi si iz te bojazni želel, da bi bila to želja, da bi se tudi ostala podjetja, ostala društva zavezala tudi po sami ustanovitvenih aktih in po samem delovanju, tako da dobičkov ne namenjajo za razdeljevanje dobičkov, ampak jih v celoti, to je tudi usmeritev socialnega podjetja, reinvestirajo, da preko te ustvarjene dodane vrednosti zagotavljajo še več pozitivnih družbenih učinkov. Je res, da država ne bo imela toliko sredstev, da bi lahko z nepovratnimi sredstvi za start-upe vse to vrstne potrebe
zadovoljevala, tako da je v tej fazi zagotovo omejena. Je pa res, da se na trgu v Sloveniji tudi vzpostavljajo tudi že zasebni investitorji, ki tako z nepovratnim, inicialnim ali pa tudi z kapitalom vstopajo v zagonske faze socialnih podjetij, tako da je tu tudi priložnost. Je pa ta drugi del, če še lahko odgovorim, v veliki meri pri tovrstnih, če je to medijskih zadrugah, ponavadi veliko večji izziv, kako ustvariti zaupanje akterjev, kako se povezati, kako ustvariti, bom rekel, to, kar je v tem primeru uspelo, ne, in da to ni toliko odvisno od tega, ali ti država za to še v tebe investira z 2000 evri ali pač ne. Mogoče za kakšne varovalke, samo to še. Kaj, če ne uspejo vsi ti projekti? Kaj potem? Ja, glejte, tudi sicer je uspeh tudi konvencionalnih podjetij iz nekih projektnih ali pa nekih poslovnih idej med 100 podjetji, ponavadi jih 30 uspe. Je res, da tu pri tem razpisu se je ta kakovost lahko ocenjevala in so se ocenili tisti projekti, ki imajo po oceni ocenjevalcev, oni so mogli zelo konkretno predstaviti trženjski pristop, finančni načrt, pričakovane prihodke, zelo na trdu so jih zagrabili, tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj, sicer v ostalih razpisih, ki jih namenja za konvencionalna podjetja, pač to zahteva, ker to je največji, bom rekel, ali pa delni, pomemben garant. Je tako, da zagotavljati morajo izvajanje tistih aktivnosti in tistih zavez, ki so jih v projektu napisali. Tu sem omenil zagotoviti vsaj eno delovno mesto, zagotoviti potem tudi na prav način uporabo teh sredstev. Tu so omejeni, da naprimer ta sredstva ne morejo za določene aktivnosti namenjati, lahko jih investirajo v osnovna sredstva, se pravi, tu so varovalke, če je tu napačna poraba, potem tudi ne dobijo, ker je vse, kar dobijo refundirano, je na podlagi izvedene aktivnosti, se pravi, morajo v celoti aktivnosti izpeljati, poplačati investicijo, poročati in potem ministrstvo nakaže denar ali ga pa ne nakaže, se pravi, to so najmočnejše varovalke. Realno je pa tako za pričakovati, da, to je zdaj moja ocena, da bi od teh 95 vsaj 50% jih uspelo in tudi trajno potem delovalo. Je pa za pričakovati, da en del teh idej, sicer ne samo od tukaj, se pač v enem delu uresniči, v enem delu se pa mogoče pokaže ena druga pot podjetniška, da ni v celoti tista ideja pol izpeljana, tako da tu je ta odgovor. Lahko mogoče na kratko dodam, da v bistvu ministrstvo vedno določi navodila, kot tudi pri vseh ostalih projektih, večjih tudi pri tem. Dejansko je periodika poročanja v tem primeru takšna, da do 15.10. morajo biti počrpana in dokazana vsa sredstva, ki so bila predvidena za leto 2016 in 2017. Vkolikor si tu neuspešen, da nisi imel primernih dokazil, vse, kar se zahteva za posamezno aktivnost, bodi si informiranje, bodi si zunanje izvajalce, kakorkoli je pač v vsakem projektu specifično opredeljeno, kam boš dal določena sredstva, teh sredstev ne dobiš in je to strošek samega izvajalca. Če se ugotovi to kasneje, se sredstva vračajo, tako kot vedno, potem pa ponovno v 2017 ista dinamika poročanja, ko se vsak odloči, da bo poročal, ni točnega roka, je pa omejitev spet do konca septembra 2018 moraš ti zaključiti. Če ne zaključiš, če zadeva ni uspešna, če nisi zadovoljil potreb, ki so bile v navodilih organa upravljanja, teh sredstev ni ali pa jih vračaš. Skratka, varovalka je, da v bistvu za sredstva sama, če pa potem podjetje po 2 letih še naprej živi ali pa ne, to pa je v bistvu riziko, ki je to. Ne, pogledajte, zdaj točno jaz na pamet ne znam citirati pogojev, ampak tudi zavezanost, da določeno obdobje še potem tudi za status socialnega podjetja mora delovati, je tudi v razpisu in tudi sicer zakon o tem govori, tako da je to neki bolj dolgoročni okvir, kot pa samo okvir izvajanja te operacije. Zagotovo se je gledalo tudi, je res, da je zelo spodbudilo podjetja, pa tudi nova socialna podjetja, ta razpis, to je bilo za pričakovati. Morate vedeti, da pred razpisom je bilo registriranih v Sloveniji 70 socialnih podjetij,
bil je odprt skoraj pol leta, eno leto smo ga napovedovali in v tem letu pa pol je naraslo število registriranih podjetij na 250 v Sloveniji, je bila to spodbuda, tudi to je bilo večkrat, ko smo predstavljali socialno podjetništvo, prva tudi odziv sicer podjetnikov, ki so delovali kot socialna podjetja, zakaj se registrirati, če pa od tega kot nekega ukrepa neposredno nimamo nič, tako da so ti ukrepi tako za to start-up fazo, potem v nadaljevanju bodo prav posebni mikrokrediti pa krediti prav za linijo registriranih socialnih podjetij odprti. To so spodbude, s katerimi lahko država spodbuja, tako da je tu zagotovo ta usmeritev. Na drugi strani pa tudi država kot taka gleda, da te varovalke, kar se da, uporabi, da pride samo do izrabe teh sredstev in potem zopet preusmeritve v konvencionalni način poslovanja, tako da v veliki meri se k temu teži in je to tudi cilj. Morda bi še lahko izpostavili, da v bistvu še kar čakamo podpise pogodb, tako da precej zamujajo, mogli bi že biti mesec, 2 meseca nazaj. Nazadnje so rekli, da bo naslednji teden in to je tudi že 1 mesec nazaj, tako da pričakujemo kmalu podpise pogodb in tudi tam potem specifično definirane vse obveznosti in pravice. Še eno vprašanje, ki se tudi logično pojavlja, glede na to, da ste ustanovitelj tudi vi kooperative. Je to kakšno navzkrižje interesov lahko tukaj zadaj? Ne, jaz tudi preveril sam, takrat, ko se je kooperativa prijavljala, uradno pri KPK-ju, kakšne so omejitve, sem tudi takrat dobil njihovo mnenje, ni. Na kratko je pa to opredeljeno bo tako, da v primeru, če bi sodeloval v izborni komisiji, v tem primeru bi se mogli iz te komisije pri odločanju o konkretni vlogi izločiti, ni pa kot tako, to je tam okoli 40 članov kooperative, za deleži 1/40, bistveno pod kakršnimi omejitvami. Se pravi, da nisem niti sodeloval pri postopku izbire, niti pri sami projektni aktivnosti, nisem neposredno vključen. Bom, kolikor bo v moji moči, pomagal vsem tudi iniciativam na nek način kot prostovoljc z nekimi usmeritvami, pa tako da v tem delu pa ni bilo. Tako da, če bi to bilo, potem tudi kooperativa te prijave ne bi bila naredila. Pa je sicer še kakšna druga lokalna skupnost bila tako uspešna, da je 5 projektov, ali je to tudi vaš malo vpliv, glede na to, da promovirate socialno podjetništvo? Poglejte, jaz danes, ko smo se prijavljali na to temo, sem se spomnil enega obiska, vedno znova je treba na primer pogledati, kako lahko posameznik ali pa skupina posameznikov vpliva na eno prihodnost razvoja enega kraja. In tako je današnji dan je bilo to leta 2003, takrat je bila ministrica za lokalno samoupravo Konjičanka gospa Kovač Zdenka. Tu na uradnem obisku pri nas v Mladinskem centru smo ji predstavili takrat naše aktivnosti. Jaz sem bil takrat direktor Mladinskega centra, mi smo že takrat zaposlovali, mislim, da 6 ljudi. Imeli smo to dejavnost gostinstva, s katero smo na trgu ustvarjali prihodke, pa ostale dejavnosti. Takrat, na primer, je ona, ko je vse videla, ko je pogledala, kaj počnemo, meni rekla, da vi ste tipično socialno podjetje. Takrat sem jaz prvič slišal sploh za termin socialnega podjetja. Potem so ta leta peljala se v tej smeri, da ko sem postal poslanec, je potem tudi prav ona zelo me navdušila, da bi pripravili zakon, je bila ona tudi kot strokovnjakinja, je pri tem sodelovala, tudi je za eno izkušnjo socialnega podjetništva. Tukaj takrat vemo, da še ni bilo niti zakona, sem neposredno verjel, da je to možno, ker smo mi dejansko to izvajali. Je pa res, da se je potem to nadaljevalo, tudi ko sem jaz bil poslanec, je tako Laura Kranjčanova, kot potem Neža, kot tudi Karmen, so en del teh znanj smo prenašali in so same samostojno začele voditi in razvijati te projekte. In če se to potem uspešno tudi razvija in da to se kaže kot primer dobre prakse, se ta znanja širijo. Tako da ne bi si sam jaz pripisal zagotovo k temu. Tu, jaz se spomnim, ko so poleti, lansko leto se dobivali
Delno je bilo to v sklopu tudi ene aktivnosti, ker je mladinski center v tem stičišču NVO in je tudi Neža lahko si več časa vzela, da je tudi jih zbrala, da jih je opozorila na te razpise, da je to bilo, delno so si tudi pomagali z nasveti, kar je zelo pomembno, če nekega podpornega okolja še ni pri nas, ni nobenega inkubatorja, je bil to razlog. Potem na koncu je bil pa največji razlog, kako so to napisali, pa kakšne projektne ideje so imeli. Tam so mogli pa prepričati to 5-člansko komisijo, kjer sem jaz na primer pri tem projektu mladinskega centra bil zelo ponosen, tudi so dosegli 100 pik, se pravi 100% so bili ocenjeni, bile so pa najslabše prijave, ki so tudi šle skozi sito, tam tudi za 63 točkami uspešne, tako da je sama ideja tudi rekel, to, kar so mogli dokazati, to, kar že počnejo, oni vendarle so socialno podjetje z večjim številom zaposlenih, ponavadi je to 1-2 delovna mesta, vemo, mladinski center bistveno več, tako da... Trenutno imamo v bistvu vedno se spreminja, vsako leto se trudimo, da dobimo osebo na javnih delih, trenutno imamo v sklopu projekta Mladinske kreativne produkcije tudi eno zaposlitev, eno aktualno sofinancirano, potem moja zaposlitev je tudi sofinancirana iz MJU, imamo vodja administracije, programski vodja, 2 zaposlitvi znotraj Patriota, večgeneracijski center, zaposlitev 9 zaposlitev imamo. Koliko v slovenskem prostoru socialno-podjetniške programe zagotavljajo delovnih mest? Zdaj tako, mi imamo zadnjo raziskavo iz leta 2012, ki kaže, da je 0,7% skupaj delovnih mest v sektorju socialne ekonomije. To niso samo registrirana socialna podjetja, se pravi približno 7000 jih je takrat bilo. Je pa res, da zdaj je komisija lansko leto, Evropska komisija delala ene raziskave, ki kažejo na porast v zadnjih 2 letih, da naj bi prišlo že na več kot 1%, se pravi, da je okoli 11 000 delovnih mest v sektorju socialne ekonomije, kjer pa niso samo socialna podjetja za statusom. Tu so zadruge vse, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, socialna podjetja s statusom in tudi nevladne organizacije, kot so zasebni neprofitni zavodi, to vse je ta sektor. Tako da tu nekje, vemo pa, da je to še vedno pod povprečjem držav članic Evropske unije, ki je bilo do leta 2014 6,5% povprečje. Zadnja raziskava iz 2016 je pokazala, da je v času gospodarske krize to povprečje naraslo na 9%. Se pravi, da je še dodatno se razširil sektor in da še dodatna delovna mesta. S tem, da pa mislim, da smo v primerjavi z ostalo Evropo precej nizko. To sem poudaril, da je to tudi največji potencial in to je tudi cilj strateškega projekta v 10 letih priti na evropsko primerljivo raven, razviti ta sektor, generirati nova delovna mesta, pa generirati to vrstne dejavnosti, ki so bolj v tisto korist družbe usmerjene, kot pa neposredno ustvarjene pa delitev dobička. Koliko je pa sicer bila regija uspešna, Savinjska statistična regija, če imate več podatkov na tem razpisu? To pa nimam, bi pa ga lahko pridobil, pa bom ga lahko naknadno, ampak jaz... Mogoče spisek teh, ki so dobili, če je možno. Mogoče sam še to, je bilo v tej našem, mogoče še kaj kandidatur vloženih, pa so bile zavrnjene, ali so bile to vse? Ne vem, mogoče sem se sam spomnila, da nisem preverila pri Marinki, vem, da se je prijavljala... Marinka ni dobila. Ne vem, točk ni bilo dosti, ali ne vem. Dobro, se pravi, so še bile. Operativno, dejansko nisem niti v komisiji sodeloval, niti v samem postopku izbora. Tudi to, kar je Neža prej omenila, bistveno zakasnitev Ministrstva za gospodarski razvoj, tako pri rezultatih, kot pri ocenjevanju, kot zdaj pri podpisih sem pač kot koordinator vladnega projekta sem lahko samo se trudil, da smo pospešili njihove aktivnosti, jih še vedno se zelo trudimo, da bi hitreje to, ker se to kaže res kot največja cokla pri tem, to počnemo, konkretno bom pa poprašal, če bomo to dali, je pa že sicer na slovenski ravni, pa Podravje tisto, Maribor z širšo regijo, ki ima, mislim, da 1/3 skupaj registriranih socialnih podjetij in verjamem, da je kar nekaj njihovih
prijav bilo tudi uspešnih, ker je tudi številčno jih največ. Tak per capita pa, če bi preračunavali, mislim, da po prebivalcu pa mislim, da je pa občina Konjice v tem primeru po mojem kar na prvem mestu. No? Uspešno prijavljeni. Še kakšno vprašanje? Vse vprašanje. Na prvem mestu bi se zahvalila vsem vam, predstavnikom medijev, da ste si vzeli čas. Veliko nam pomeni, da pridete v prostore mladinskega centra in da tudi potem informirate o aktivnostih ne samo mladinskega centra, vseh nas, ki se v lokalnem okolju trudimo na drugih, tudi bolj mehkih vsebinah. Najlepša hvala tudi vsem predstavljavcem, če je to pravilni izraz, da ste si tudi vi vzeli čas in da skupaj razširimo informacije in pritegnemo čim večje število uporabnikov, uporabnic, mladih in vseh, ki jih to zanima. Tako da hvala in seveda vabljeni na neformalno druženje na terasi.